Spoštovana članica in člani Komisije socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, spoštovani vabljeni na današnjo sejo. Ugotavljam, da je komisija sklepčna, zato pričenjam 28. izredno sejo komisije, ki sem sklical na podlagi 20. in prvega odstavka 22. člena Poslovnika Državnega sveta. Za današnjo sejo se je opravičil član komisije državni svetnik Alojz Kovšca. Prehajamo na odločanje o dnevnem redu današnje seje. In sicer sklicem seje 3. marca ste po elektronski pošti prejeli predlog dnevnega reda, ki se je glasil: prvič, predlog zakona o spremembi zakona o urejanju trga dela; drugič, predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakonodajna iniciativa. Želi kdo članov razpravljati o tako predlaganem dnevnem redu? Ne. Potem pa prosim za odločanje, kdo je za dnevni red, kot sem ga prebral. Kdo proti? Ne. Ugotavljam, da je dnevni red današnje seje soglasno sprejet in prehajam na obravnavo prve točke dnevnega reda, to je predlog zakona o spremembi zakona o urejanju trga dela, ki ga je obravnaval Državnemu zboru po skrajšanem postopku predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim poslancem gospodom Miho Kordišem. Povezavo do vsebine predloga zakona ste prejeli s sklicem seje. S sklicem seje ste prejeli tudi predlog amandmaja reprezentativnih delodajalskih organizacij k predlogu zakona, ki ga bodo v nadaljevanju predstavili člani komisije, ki zastopajo interese delodajalcev v Državnem svetu. Sedaj pa besedo predajam kar predstavniku predlagateljev za predstavitev predloga zakona, poslancu Državnega zbora gospodu Mihi Kordišu. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Zakon o urejanju trga dela oziroma njegov popravek, kot ga v Levici predlagamo, je zelo preprost. In sicer želimo, da se urna postavka za delo upokojencev usklajuje z višino študentske urne postavke in to usklajevanje, da je poračunano na neto zneskov. V osnovi sta oba inštrumenta zelo podobna. Na eni strani delo upokojencev, na drugi strani študentsko delo, le da za različne statuse oziroma demografske skupine. V obeh primerih gre za začasno in za občasno delo in ker sta primerljive, je edino pravilno in primerno, da je dohodek bodisi upokojenskih delavcev, bodisi študentskih delavcev izenačen. Razkorak pravno formalno nastane pri režimu obdavčitve, ker je študentsko delo obdavčeno na en način, delo upokojencev je obdavčeno na drug način. Zato je jedro našega predloga ne le, da se upokojenska urna postavka izenačuje z študentsko nasplošno, ampak da se konkretno označuje v neto znesku. Da delavec študent in delavec upokojenc iz teh inštrumentov dobita primerljiv oziroma enak znesek. Še toliko pomembnejša je ta povišica iz vidika zadnjih zakonodajnih sprememb, ki še bolj na široko odpirajo vrata za delo upokojencev, ki ga je v resnici že sedaj preveč. Ljudje si zaslužijo varno starost, dostojno starost, to, da delajo iz želje po delu in ne iz golega pritiska in nuje za to, da preživijo, ker jim pač njihove pokojnine prenizke normalnega preživetja ne omogočajo. Vse to mislim, da so zelo dobri razlogi, da se za to vrstno akcijo lahko poenotimo. Ne zgolj za mizo v Državnem svetu, ampak tudi v Državnem zboru. To vrstno pobudo smo namreč v državnozborsko proceduro že večkrat prinesli. Nazadnje pa smo se o tovrstni izenačitvi pogovarjali o obravnavi interventnih ukrepov na trgu dela, torej točno tistih interventnih ukrepih, ki so še dodatno povečali obseg dela upokojencev v slovenskemu gospodarstvu, pa smo lahko s strani nekaterih predstavnikov delodajalcev in predstavnikov vlade, tudi koalicije, na tej isti seji slišali, da so za dvig in za popravek urne postavke delavcev upokojencev, ampak da žal tega ne morejo reševati za interventno zakonodajo, ker je potrebno popraviti sam temelj, to je zakon o urejanju trga dela. Natančno temu cilju v Levici z današnjim predlogom sledimo in pričakujemo, da bomo našli politično podporo in interes, da se
to vrstne trditve in stališča, kot smo jih na zadnjih obravnavah lahko slišali, pretočijo v zakonske določbe in da delavci upokojenci dobijo višjo urno postavko v neto znesku primerljivo z tisto, ki jo prejemajo delavci študenti. Hvala. Hvala, gospod poslanec, za predstavitev predloga zakona. Zdaj pa prosim za stališče ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospa magistrica Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Predlog zakona o spremembi zakona o urejanju trga dela je pripravljen strani skupine poslank in poslancev stranke Levica. Vlada Republike Slovenije po prejemu predloga zakona preučila navedbe in utemeljitve predlagatelja in ocenila, da predlog ni ustrezno pripravljen in utemeljen, zaradi česar ga ni podprla. Predlog zakona izenačuje višino urne postavke za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela upokojencev po tretjem odstavku 27c člena ZUTD z višino urne postavke za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela dijakov in študentov v neto znesku. In sicer na način, da se urna postavka določi v višini 7,16 evra bruto. Hkrati predlaga tudi zvišanje letne višine dohodka za opravljeno začasno in občasno delo na 10.735 evrov bruto. Poudarjamo, da Vlada Republike Slovenije izenačitev višine urne postavke za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela upokojencev z višino urne postavke za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela dijakov in študentov načeloma podpira, vendar ne na način, kot je določen v predlogu zakona, ampak na bruto ravni. Zaradi različne davčne obremenitve dohodkov iz obeh vrst dela namreč izenačitev obeh navedenih urnih postavk v neto znesku ni mogoča, pomenila pa bi tudi različne bruto zneske teh dohodkov. Izenačitev višine obeh minimalnih urnih postavk bi bilo torej z ustrezno spremembo določb ZUTD bolj smiselno določiti v bruto znesku. Minimalna urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov, nazadnje usklajena z višino minimalne plače, je bila z odredbo ministra pristojnega za delo določena v bruto višini 6,17 evra. Minimalna urna postavka za opravljeno uro začasnega in občasnega dela upokojencev pa v bruto višini 5,77 evra. Z izenačitvijo obeh minimalnih urnih postavk na bruto ravni bi njuna višina v nadaljnjem usklajevanju z višino minimalne plače ostala enaka tudi v prihodnjih letih. Ob tem bi se za enak delež zvišal tudi najvišji bruto dohodek za opravljeno začasno in občasno delo za koledarsko leto 2022 in sicer iz trenutno veljavnih 8.639,07 evra bruto na 9.237,96 evrov bruto. Ob upoštevanju navedenega je mnenje vlade, da je predlagana izenačitev cene na neto ravni dela dijakov in študentov na eni strani ter upokojencev na drugi strani sistemskega vidika neprimerna in neustrezna. Hvala. Hvala, magistrica Rihar Bajuk. Ker smo prejeli predlog amandmaja, prosim predstavnika interesov delodajalcev, državni svetnik Mitja Gorenšček za predstavitev amandmaja. Izvoli. Katja, mikrofon. Hvala. Predsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem prisotnim. Če se najprej navežem na predlagatelja zakona oziroma predstavnika predlagatelja gospoda Kordiša, res je, v preteklih razpravah na komisiji v državnem svetu smo bili celo mi predlagatelji v razpravi ali pa iniciatorji tega, da se te dve vrsti stroškov dela izenačita, če temu tako rečem, da pomeni, da se tudi upokojenška tarifa izenači z študentsko tarifo. Hkrati pa se moram strinjati gospod Bajukovo, da ta izenačitev mora biti pripravljena na bruto znesku, ne pa na neto znesku. Zdaj, če dovolite, vam preberem amandma, ki smo ga poslali v državni zbor in v državni svet. In sicer skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Mihom Kordišem je 18.2.2022 vložila v zakonski postopek predlog zakona o spremembi zakona o urejanju trga dela. S predlogom zakona se
predlaga dvig urne postavke za opravljanje začasnega in občasnega dela upokojencev na način, da se neto urna postavka izenači z neto urno postavko za začasno in občasno delo dijakov in študentov. Reprezentativne delodajalske organizacije, Trgovinska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije načeloma ne nasprotujemo, da se najnižja urna postavka za delo upokojencev uskladi z najnižjo urno postavko za delo dijakov in študentov. Pri tem pa opozarjamo, da je potrebno uskladiti bruto urno postavko in ne neto, saj je vse od uvedbe dohodninske zakonodaje osnovni kriterij za določanje in primerjanje posameznih plačil bruto znesek. Glede na navedeno predlagamo, da se sprejmete amandma k 1. členu predloga zakona, in sicer, da se besedilo tega člena spremeni tako, da se glasi: v Zakonu o urejanju trga dela, Uradni list Republike Slovenije 80/10, 40/12, ZUJF 21/13, 64/13, 100/13, 32/14 in drugimi zakonskimi akti se v 27. členu v tretjem odstavku število 4,20 nadomesti s številom 6,17, število 6300 pa s številom 9255. V pričakovanju, da boste v zakonodajnem postopku predloga zakona o spremembi zakona o urejanju trga dela vložili amandma v predlaganem besedilu, vas lepo pozdravljam. Hvala. Hvala, kolega Gorenšček. Jaz sem seznanjen, da je koalicija vložila tudi amandma, ki popravlja številko, in sicer mislim, da tako kot je predlagala vlada, na 9237 evrov skupnega. Mislim, da je to, kar ste vi govorili, magistrica Bajuk. 2237, ja. Okay. Tako da bomo vedeli, kako imamo zdaj, v kakšni so vloženi zakonski predlogi in amandmaji. Zdaj pa besedo dal predstavniku Sindikata upokojencev Slovenije, gospod Aleš Golja, izvolite. Dober dan, hvala za vabilo. Pravzaprav naša stališča niso nič drugačna kot prej. Podpiramo stališča Levice, da se izenači urna postavka, ki jo neto prejmejo študenti oziroma upokojenci. Ti tako itak delajo pravzaprav, ker želijo ohraniti svoj ekonomski status, ker so pokojnine prenizke za tisti standard, ki so ga imeli prej. Pri prenosu iz bruto v neto pa dejansko ne vidim nobene posebne zadrege. Če se zmenimo za enak neto znesek, podelimo s procentnim deležem neta v bruto, krat 100 in dobimo bruto znesek in se pač vnese tak bruto znesek, ki to znese. Tukaj je stvar samo, ali hočemo izenačiti urno postavko ali jo nočemo izenačiti. To je zame osnovni problem. Če stvari v podrobnosti zapletamo, jo nočemo. Lahko tudi odpremo prispevke pa davke, po vse te stvari boste videli, zakaj upokojenci vplačujejo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vse se jim ne bojo penzije zaradi tega, če dodatno delajo, ni zvišale. To se pravi, da solidarno pomagajo kvečjemu državi in drugim upokojencem. Ali pa recimo, zakaj imajo mladi 16% koncesijskih dajatev. To mislim, da ni stvar tega predloga. Stvar tega predloga je, da je enako delo enako plačano in mislimo, da je v tej socialni državi to edino sprejemljivo. No, zdaj sem pa že pri besedi, bom pa zadevo malo zelo rabil. Sindikat, nisem povabljen k drugi točki kot sindikalist, vendar mi pobudo po drugo točko podpiramo. Ni pa to edina. Ne, sej, vas bom samo moril. Če povem tisto, kar sem imel namen, gre za to, pa da je to ne bo edina rešitev, ker se prenaša zadeva iz pokojninsko-invalidskega v dolgotrajno oskrbo in boste najbrž na to temo tega zakona še velikokrat sedeli. Hvala lepa. Hvala, gospod Golja, za vaše stališče. Mikrofon, če izključite. Hvala, zdaj pa odpiram razpravo državne svetnice in svetnikov. Kdo želi razpravljati?
Dr. Gams, izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani gostje, seveda podpiram vse. Zdaj vidim, da so neke variante A, B, C, D, E, ampak mislim, da je tako, kot je spoštovani sogovornik pred mano, predstavnik sindikata, kakorkoli že, ne, ja, povedal, ne, se pravi, te preračuni so malo drugače, ampak važno je, da se to naredi. Zato, ker vsi vemo, da je pri zaposlenih ogromen potencial, marsikdo bi rad še delal, pa z raznih predpisov, birokratskih in tako naprej tega ne more početi. S tako nizko brezposelnostjo, kot se je sedaj v Sloveniji ali pa v Ameriki, tudi je ena izmed najnižjih 3%, je normalno, da za normalno funkcioniranje gospodarstva potrebujemo te, recimo, upokojence, kakorkoli rečemo, ne, se pravi delovno silo, ki je sposobna delati in je voljna delati, ne, in je zaradi tega treba najti za njih primerne rešitve. Bi pa še enkrat omenil, kar vedno govorim, ne razumem pa, zakaj je pa študentsko delo obdavčeno takrat, kadar počnejo tisto, kar študirajo, ko pridejo k nam na prakso, je zastonj, ko pridejo pa k nam mimo prakse, je treba pa plačevati, ne vem, grozljive davke, in kljub temu, da to že 4 leta govorim, se ni še nič spremenilo. Hvala lepa. Hvala. Kolega Igor Antaver, izvoli. Hvala lepa, hvala za besedo. Zdaj moram reči, zanimivo, ne, poslušam to zadevo. V končni fazi smo tudi na tej komisiji opozorili, da nas je malo prehitev predlog za spremembo zakona. Ampak in smo tudi takrat rekli, da je treba seveda to zadevo optimalno uskladiti, ker z 2 razlogov. Prvič, zato, ker bi bil to dumping, drugič pa zato, ker je to nefer. Ampak zdaj slišim predlog predlagatelja Levice, slišim odgovor vlade, slišim amandma delodajalcev, lovimo se pa pravzaprav okrog tega. Vsi pravimo, ja, kolega Gams, oprosti, ampak trem rečem pač ne moreš prikimati, če hočemo kaj narediti, moramo sprejeti eno pot, ker če ne bo spet nekdo iskal variante, kako ne bi. V tem primeru, če povzamem, je nesporno jasno, da smo, vsaj zdi se mi, vsi za dvig oziroma uskladitev, in nesporno jasno je, da operiramo v tej družbi za zneski, ki se imenujejo bruto zneski. In nesporno jasno je, da je obdavčitev obeh oblik dela različna. Je tako. Se pravi, če je volja, je tudi pot, kar pomeni, da bi se to zadevo lahko tako obravnavalo. Tisti, ki ste malo starejši, se spomnite, da smo šli z bruto na neto plače, na bruto plače in smo potem začeli operirati z bruto plačami, zato da smo sploh vedeli, koliko je košta. To je bil razlog. Zato mislim, da glede na to, da so tu predlogi delodajalcev, da je bil potem še predlog predlagatelja, da sem prepričan, da se da najti neko dikcijo, ki bo šla skozi in ki bo seveda pasala v sistem. Jaz spoštujem in se zahvaljujem pravzaprav predlagatelju, da so naredili to, kar nam je zmanjkalo v tistem času, ampak spomnim se tudi, da je bila obravnava tukaj, da je bilo rečeno, da se bo našla rešitev, preden bo zakon dokončno izpeljan. Zato mislim, da ne vidim razloga, imamo 2 amandmaja in ni nobenega problema zdaj uskladiti te zneske in to izvesti. Zdaj pa še to, kako so prisiljeni. Jaz moram tako povedati. Jaz verjamem, da tisti, ki je čili upokojenec, bo tudi zaradi socializacije zelo vesel šel delati, seveda ne za bagatelo, ampak za neko dogovorjeno ceno, ki je. Pri študentskem delu imamo sicer tudi neki zgornji limit, ampak tu zdaj se je dotaknilo obojega in govorimo o neto in bruto. Neto zneskov seveda ne poznamo, kar pomeni potem preračunavanje in jaz tudi ne vem, kako bi se to izvedlo, če bi operirali z neto zneski. Tako da, če bo danes obljuba, da boste najdli skupno pot z obema rokama to podprem, se pa bojim seveda, da smo že malo poznije. Bolj tudi zaradi nas, ker smo malo pozno se zrajtali, da lahko to naredimo, ampak bolje enkrat kot nikoli. Hvala. Hvala, kolega Ladislav Rošič, izvoli.
Ja, hvala, predsednik. Sicer tudi jaz predlog podpiram. Res je, da je treba uskladiti, samo moramo se pa resno zamisliti. Urna postavka 7,16 bruto prejema 90% recimo vseh zaposlenih v trgovini danes. V najbolj uglednih firmah ima 95% vseh doplačilo do minimalne plače in ko grejo te ljudje v penzijo, so vsi tam, da jim država doplačuje do tiste osnove. In dejstvo, da prisiljujemo upokojence, da delajo zaradi teh nizkih plač, je absurd te države, ker v bistvu država posredno financira delodajalske organizacije oziroma podjetja, katera ima po 100 milijonov evrov neto čistega dobička, da delavcem izplačujejo tako mizerne plače. In danes se čuditi, da ni ljudi, je odraz tega, da noben ni več neumen za ta denar delati. In dejstvo, da za 7,16 evrov, ki jih pač ljudje prejemajo, se vas vprašam, koliko od nas tlele je sposobno s tem preživeti. In govoriti danes o tem, da bomo te upokojence prisilili delati, ja, prisilili smo jih, da lahko preživijo in zato jim je tudi treba plačati neko dostojno delo, da bo lahko vse dokler lahko delo imeli za kje za preživeti. Hvala. Hvala. Mitja Gorenšček, izvoli. Hvala za besedo. Jaz bi samo predlagatelja in predstavnika sindikata upokojencev opozoril oziroma spomnil, da je res, da če se pogovarjamo o neto zneskih, pomeni, da izenačujemo prejemke. Hkrati pa delamo razliko v strošku dela. In ker ko se bojo delodajalci odločili, ali bojo zaposlili študenta ali bojo upokojenca, se bojim, da se bojo odločili za cenejšo varianto. To pomeni, da bojo upokojenci manjkrat dobili priložnost za delo. To pomeni, višja neto postavka ne pomeni nujno več prejemkov, ker bo priložnosti. Hvala. Hvala. Ni prijavnih. Pardon, Tomaž Horvat, oprosti se. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik, spoštovano omizje. Jaz bom ta predlog podprl ali v eni ali drugi obliki, kajti mislim, da je nedopustno, da tukaj prihaja do razlik. Ob tem bi še spomnil na par zadev, katere smo že obravnavali tudi na tej komisiji, in sicer o dvigu minimalne penzije, o kateri govorimo že kar nekaj časa v tej državi, pa sploh takih korektivov potem ne bi rabili, če bi bila penzija človeku dostojna oziroma da bi imel izplačilo za 40 let dela to, kar si zaslužni, in to vemo, da ima dolgo brado s tem našim nesrečnim odmernim odstotkom, ki je zdaj 63,5, ki bo, ampak mislim, da v samostojni Sloveniji smo začeli nekje pri 82 in zdaj smo pali na 63,5, s tem, da je bilo vmes še 57,5 in potem se sprašujejo, zakaj morajo ubogi upokojenci zraven pokojnine še nekaj delati, da lahko preživijo. Tako da mislim, da ta naša socialna država v bistvu lahko kdaj tudi to besedo socialna lahko tudi socialna spustimo. In tu, če je bilo 86,7, je prav isto. Danes je 63,5, tu, če je bilo 90, to je žalostno. O tem se pogovarjamo. Tudi sam sem dal že predlog v državnem svetu, da bi se o tem odprlo razpravo, da bi se o tem pogovarjali, vendar na žalost moramo reči, da za take zadeve, ki se tičejo ljudi, v tem našem parlamentu ni posluha. Zmeraj pridemo do vzdržnosti javnih financ, do vzdržnosti pokojninske blagajne, do teh in drugačnih vzdržnosti, ko pa gre za določene druge izdatke, ki mogoče v danem trenutku so potrebni, vendar niso dolgoročni, potem pa ni nobenih težav in problemov, da se poslužujemo tudi mogoče kreditiranja in ne vem, katerih drugih še finančnih ukrepov, da potem te zadeve sfinanciramo. Tako da mislim, da je to lahko v tem trenutku minimalno, kar lahko naredimo za te ljudi, ki živijo na robu naše družbe. Vemo pa, da dolgoročno bo potrebno dejansko razmisliti o teh dveh zadevah, ki sem govoril, in sicer o dvigu minimalne penzije ter seveda o dvigu odmernega odstotka, kajti po moji oceni je to smešno, da človek, ki dela 40 let, ne dobi niti minimalne penzije in mora potem nekdo doplačavati za njega, da lahko dobi tisto, kar mi ocenjujemo, da je minimalna penzija, ampak življenjski stroški so danes veliko večji in višji, kot je ta znesek te minimalne penzije. Tako da pozdravljam ta predlog in pričakujem od vseh političnih opcij,
da se bojo v nadaljevanju in v nadaljevanju vseh teh obravnav tudi opredelili glede tega naše pobude in pričakujem, da bomo enkrat tole prišli na tisto točko, da lahko rečemo, da je država socialna in enakopravna, enakovredna za vse državljane in državljanke Republike Slovenije. Hvala. Hvala. Jože Smolej, izvoli. Hvala lepa, seveda tudi jaz nasprotujem predlogu, še več ga podpiram kot vsi moji predhodniki, bi pa želel poudariti, v Sloveniji smo že pred vrsto leti sprejeli sistem bruto plač. Ni drugega sistema. Tisti, ki uporabljajo posamezniki ali skupine neto plače, jih lahko pogovorno kakorkoli, ampak če pa želimo nadaljevati sistemsko delo, potem je to možno samo z bruto zneski. Jaz verjamem, da v najrazličnejše namene, najrazličnejši pač lahko uporabljajo neto zneske. Vendar za vsako sistemsko rešitev, in zdaj govorimo o sistemski rešitvi, potem ta lahko nosi samo bruto znesek, sicer se bomo pač še enkrat usedli, pa bomo takrat še en krok naredili. Bi pa bilo dobro, če bi vsi, ki ste danes tako izpostavljali, pa izpostavljate neto plačo tega, neto plačo onega, se podučite in začnete uporabljati bruto zneske, ker to je edino, kar imamo kot sistemske rešitve. Hvala. Hvala, kolega Smole. Če vas spomnim na razpravo, ko smo govorili o dvigu števila ur, smo upozorili na ta problem, da ga imamo na mizi, pa bi človek mislil, da imamo zmedo še večjo, oziroma, kakor so nas menedžmentu učili, pot v peku je tlakovana z dobrimi nameni, in zdaj bo nekdo moral to rešiti, verjetno bo to odbor rešil v tej zadevi. Razumem, da vsi to podpiramo, ne moramo se samo zmeniti, ali bo bruto, ali bo neto, pa kakšna bo končna številka. Bi prosil samo predstavnico vlade najprej, če mogoče kakšen komentar zdaj na tole zgodbo. Morda samo na kratko, ja, kot sem rekla, se strinjamo, da se kakršnekoli spremembe se delajo z vidika sistema bruto plač. Drugače, morda pri študentsko delo je bilo izpostavljeno, zdaj tudi nam je v interesu, da se delo študentsko upravlja čim bližje področju, za katerega se nekdo usposablja, študira. Zdaj, da bi bilo pa to manj obremenjeno, to potem tudi za študenta samega pomeni manjše pravice, tako da tukaj je treba iskati neko ravnovesje, mogoče najti neke druge načine za spodbudo, da se študenti bolj vključujejo na ta področja. Pa še morda malo manj povezano, ampak vseeno se mi zdi pomembno za razjasnitev. Prej je bilo omenjeno, da odmerni odstotek, nikakor ne moremo primerjati odmernih odstotkov, ki so veljali nekdaj, omenili, mislim, da 82,5, pa današnji odmerni odstotke 63,5, ker tisti odmerni odstotek takrat se je potem še množil s koeficientom 0,, gospod Papež je do 7 in nekaj tak naprej. Tako da, če primerjamo, če bi tisti današnji odmerni odstotek prevedli v tisti odmerni odstotek, pridemo na 86,7, kar je več kot takrat. Tako da sem za informacijo. Hvala. Gospod predlagatelj, izvolite. Hvala za besedo. Najprej eno pojasnilo, zaradi tega, ker je diskusija šla v čisto napačno smer in ste se kolegi večinoma ukvarjali z vprašanjem, ki v resnici sploh ni na mizi in ni odprto. Namreč mi v zakon nismo zapisali kakršnega koli rušenja režima bruto plač. Plača pri nas je bruto plača in pri tem vztrajamo. Znesek, ki je opredeljen noter v zakonu, je opredeljen v bruto višini, ne v neto. Tako da če vsi ti zadržki in vsa ta polemika v resnici odpade. Je pa razlika v višini upokojenskega bruta in študentskega bruta zato, ker sta te obliki dela drugače obdavčeni, želimo pa, da upokojenci ven iz svojega dela dobijo enak neto, kot ga dobijo tudi študenti. Se pravi, polemika tu ni neka nomotehnična ali sistemska v smislu, kaj so neto zneski, kaj so bruto zneski, ampak gre v osnovi samo za to, ali upokojencem privoščimo povišico ali ne. In ne pozabimo,
Vsa ta draginja, ki nas je zadela, zlasti v zadnjem letu dni, je pripeljala do skokovite rasti osnovnih življenjskih potrebščin. Tukaj so položnice za ogrevanje, tukaj so cene kruha, krompir se je podražil kar za 25% in seveda je med revnimi upokojenci stiska zelo velika. In vsi ti stroški se pokrivajo iz neto zneska, pokrivajo se iz žepa, ne iz bruta. Lahko rečem žal, kot pristaš socialne države, ampak to je nekaj, kar morajo ljudje pokriti iz svoje denarnice. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje morajo upokojenci ravno tako pokriti iz svoje denarnice. Tako da imamo na mizi v osnovi ne polemiko o tem, kako bo naš plačni sistem izgledal, ali bo to narejeno na neto osnovah ali na bruto osnovah, ampak o tem, kakšna bo višina plačila za delavce upokojence. In te argumente, ki jih poslušamo o rušenju sistemske zakonodaje in to ne delamo v redu, to je pač v osnovi neka megla, za katero stoji zavračanje poštenejšega in boljšega dviga urne postavke za delavce, upokojence in prav čisto nič drugega. No. Tako da tukaj je točka, v kateri se moramo odločiti, tukaj je točka, v kateri se moramo dogovoriti. In še nekaj. Ne sprejemam zagotovljene višine urne postavke bodi si za delavce, za študente, bodi si za delavce, upokojence ali pa kogarkoli kot argument za plačni dumping. Češ ne moramo dati nekomu više plače, zaradi tega, ker potem bo delo dobil nekdo drug. Mislim, po tej logiki je najbolj, da kar minimalno plačo ukinemo v tej državi, ker hej, drugače bo delo dobil nekdo drug, ki bo pripravljen delati za minimalno plačo, pa mogoče preko SP-ja. To je pač argument spirale do dna, ki na koncu dneva ne pomaga niti razvoju gospodarstva, še manj delovskemu standardu ali standardu naše družbe nasploh. Pa še en praktičen argument v tej smeri imam, s katerim je v resnici vlada postregla pri zadnjih interventnih ukrepih o urejanju trga dela, s katerimi se je obseg upokojenskega dela dvignil, in to je, da delodajalci kličejo upokojence nazaj na delovno mesto zaradi tega, ker imajo izkušnje. Ker so bili že prej povezani s proizvodnim procesom, ne potrebujejo kakšnega posebnega uvajanja, vzamejo jih skratka raje kot študente zaradi tega, ker te ljudje že vedo, kaj so v ta istemu podjetju nekoč delali. Tako da mislim, da je tle kakršnikoli strah pred cenovno diskriminacijo upokojencev odvečen in nepotreben. Ljudje bodo ravno tako prišli do dela, če bodo to delo potrebovali. Upam, da bo takih v resnici čim manj in da je čim več ljudi na dostojnih pokojninah, s katerimi lahko shajajo. Tisti pa, ki se morajo zatekati v mezni režim za to, da tudi na stara leta lahko preživijo, ker jim pač penzijo ne znese, pa si seveda zaslužijo poštenejše plačilo, kot ga uživajo v temu trenutku. In kot rečeno, način, s katerim želimo v Levici to dosegati, je izenačitev postavke za delavce, študente in za delavce, upokojence, kar se prevede v različne bruto zneske, zapisane v zakonodaji in v členih, zato da na koncu dobimo ven enake neto zneske, s katerimi si ljudje plačujejo svoje življenje in s katerim shajajo iz začetka do konca meseca. Kolega Smoler, repliko, če sem prav. Izvoli. Sem poslušal zdaj predlagatelja, ne vem, če smo na isti seji. Jaz nisem nikogar slišal, ki nasprotuje. Vsaj z delodajalske strani smo z aklamacijo podprli ta predlog. Mi smo predlagali, da je treba izenačiti, vsaj izenačiti z študentskim delom. To, kar sem jaz danes, pa nisem bil edini, opozoril, da je treba pač temu sistemsko pristopiti na ta način, da ohranimo sistem bruto plač. In seveda še nekaj. Ne? Jaz sem prepričan, da si vsi ostali izjemno želimo, da ne bo takšen znesek. Ker mi smo danes postavili najnižji znesek. In seveda upamo, da bo v največji večini ta znesek višji in seveda, da ne bodo delali samo upokojenci na teh pod narekovaji, bom rekel, najnižje plačanih delih, ampak tudi na drugih, kjer bo plača seveda bistveno drugačna, višja, in to je želja, sem prepričan, vseh nas. Sicer pa bi prosil mojega predhodnika, da pove, od koga je slišal to, o čemer je zdaj govoril.
Hvala, Mitja Gorenšček, izvoli. Ja, jaz tudi sem hotel povedati to, kar je povedal moj kolega Smole, to pomeni, pogovarjamo se o najnižjih plačah. Gospod Kordiš govori o tem, da podjetja kličejo nazaj izkušene delavce, ki so že v pokoju. Verjamem, da se bojo oni znali in zmogli dogovoriti za višje tarife. Ponavljam, pogovarjamo se o najnižjih tarifah in če smo študentsko delo bruto izenačili z bruto minimalno plačo, potem je logično, da izenačimo tudi bruto tarifo za upokojence in minimalno plačo in z bruto postavko za študente. To pomeni, da pogovarjamo se o najnižjem bruto znesku generalno, ne glede na vrsto del. Se pravi, kaj pa Smole rekel, tudi jaz ponavljam, želim si, da bi se podjetja čim manjkrat posluževale najnižjih zneskov. Hvala. Zaključujem razpravo. Zdaj bomo šli po vrsti. Najprej seveda bomo odločali o amandmaju, ki smo ga prejeli na mizo, to je amandma reprezentativnih delodajalskih organizacij, kjer pa moram povedati, da je znesek seštevek v koledarskem letu, ki ga predlagajo delodajalske organizacije, višji od tistega, ki ga bo predlagala koalicija. To, da vemo, da je tu razlika. Tako da dajem na glasovanje predlog, da Komisija socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog amandmaja delodajalskih organizacij k 1. členu predloga zakona podpira in poziva predlagatelje in ostale kvalificirane predlagatelje amandmajev, da ga preučijo in kot lastnega predložijo sprejem matičnemu odboru. Želi kdo razpravljati tako predlaganem sklepu? Ja, izvolite, dr. Gams. Čujem, morda česa ne razumem. Včasih, ko so tri podobne variante, prvo izključi, drugi ali pa tretji. Ne? Zdaj bomo neodvisno glasovali in o drugem in o tretjem, ne glede na to, bo prvi uspevali. Hvala lepa. Amandmaja koalicije itak nimamo na mizi. Jaz sem samo seznanil, ker je malo prej prišel v sistem. Imamo amandma delodajalskih organizacij in imamo samo osnovni zakon. Bomo neodvisno glasovali. Hvala lepa. Samo amandma. Kdo je za sklep, kot sem ga prebral, torej za podporo amandmaju delodajalskih organizacij k 1. členu? Kdo je za, prosim? Kdo proti? In zdaj še splošni sklep, da Komisija socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predlog zakona o spremembi zakona o urejanju trga dela podpira. Kdo je za? Stavim soglasno. Stavim, da smo ta dva sklepa sprejeli. Na podlagi razprave in glasovanja bomo pripravili poročilo za odbor, ki zaseda v sredo zjutraj. Če se strinjate, bom poročanje tam opravil. Hvala. S tem zaključujem prvo točko dnevnega reda in se vabljeni k tej točki zahvaljujem. Mi pa prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to je predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakonodajna iniciativa, ki jo je v obravnavo in sprejem Državnemu svetu predložil državni svetnik, podpredsednik komisije, kolega Danijel Kastelic. Besedilo ste prejeli s sklicem seje. Danijel, ste kar prosim za predstavitev, izvoli. Spoštovani predsednik, kolegica in kolegi, spoštovani ostali prisotni, lep pozdrav. Otroci s posebnimi potrebami oziroma z invalidnostjo predstavljajo eno izmed najranljivejših skupin prebivalcev v Republiki Sloveniji. Na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkov so starši otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, upravičeni do prejemanja dodatka za nego in varstvo otroka, ki je namenjen kritju povečanih življenjskih stroškov, ki jih ima družina pri preživljanju in negi takega otroka. Slepi otroci pa so poleg omenjenega dodatka za nego otroka, ki ga prejemajo njihovi starši na podlagi 5. odstavka 100. člena SPIZ-2, upravičeni še do dodatka za pomoč in postrežbo, ki je namenjen osebam, ki jim za osnovne življenjske potrebe nujna stalna pomoč in postrežba.
Tako imamo na podlagi veljavne zakonske ureditve dve skupini otrok s posebnimi potrebami. In sicer slepe otroke, ki prejemajo tako dodatek za nego, do njega je upravičen eden izmed staršev, in dodatek za pomoč in postrežbo, in vse ostale otroke s posebnimi potrebami, ki prejmejo zgolj dodatek za nego, do njega je upravičen eden izmed staršev. Omenjeno zakonsko ureditev je z vidika morebitne diskriminatornosti preučeval tudi zagovornik načela enakosti, ki je ugotovil zakonsko diskriminacijo na podlagi vrste invalidnosti posameznih otrok s posebnimi potrebami. Predlog zakona naslavlja ugotovljeno diskriminacijo, ki je nastala v preteklosti pri urejanju dodatka za pomoč in postrežbo za otroke s posebnimi potrebami in s tem ciljem širi krog upravičencev na vse otroke invalide, ki jim je za osnove življenjske potrebe nujna stalna pomoč in postrežba drugega. Predlog zakona predvideva, da bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri vseh upravičencih ugotavljal nujnost pomoči in postrežbe za opravljanje vseh ali večine osnovnih življenjskih potreb in na tej podlagi ugotavljal višino dodatka za pomoč in postrežbo. Z omenjeno zakonsko spremembo se ne posega v pravico otrok do dodatka za pomoč in postrežbo, ampak se pravica zagotavlja še tistim otrokom, ki so na podlagi veljavne zakonske ureditve trenutno diskriminirani in jim omenjeni dodatek kljub nujnosti stalne pomoči in postrežbe drugega za osnovne življenjske potrebe ne pripada. Število upravičencev do omenjenega dodatka se ocenjuje na približno 8500, pri čemer bi prejemali dodatek v višini bodisi 314 evrov ali 157 evrov. Seznanjeni smo, da je Odbor za delo, družine, socialne zadeve in invalide na 74. nujni seji 1. marca obravnaval priporočilo zagovornika načela enakosti glede diskriminatornosti 5. odstavka 100. člena ZPIZ-2 in sprejel sklep, da resorno ministrstvo v 3 mesecih pripravi celovito analizo in pripravi zakon, ki bo odpravil ugotovljeno diskriminacijo pri upravičenosti do dodatka za pomoč in postrežbo. Do sprejema omenjene sistemske rešitve je v luči odprave ugotovljene diskriminacije nujno potrebno urediti pravico do dodatka za pomoč in postrežbo tudi za otroke s posebnimi potrebami, ki niso slepi, in tako odpraviti nastalo diskriminacijo med otroci invalidi. Veliko se je v zadnjih 2 letih popravilo krivic na področju invalidskega socialnega varstva iz preteklosti. Ne vem pa, zakaj sistem sploh dopuščal, da so nastajale. Sistemsko rešitev bo v prihodnje potrebno pripraviti, dokler tega še ni na vidiku, pa je potrebno tem 8500 otrokom storjeno krivico odpraviti. Ob tej priliki bi se lepo zahvalil strokovni službi, še posebej doktorici Aldijani Ahmetović tudi za strokovno pripravo novele. Hvala za besedo in pozornost. Hvala, kolega Danijel Kastelic. Zdaj pa prosim kar za stališče ministrstva. Magistrica Katja Rihar-Bajuk, izvolite. Hvala lepa. Predlagatelj, državni svetnik Danijel Kastelic v obrazložitvi predloga zakona navaja, da Ustava Republike Slovenije v 14. členu zagotavlja enakost pred zakonom na način, da so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerikoli drugo osebno okoliščino. Nadalje pa v obrazložitvi izpostavljen tudi 100. člen ZPIZ-a, ki določa, da imajo pravico do dodatka za pomoč in postrežbo tudi slepe osebe, ki so zdravstveno zavarovane po drugem zavarovancu, zavodu ali upokojencu. Pri predlogu se predlagatelj sklicuje tudi na priporočilo zagovornika načela enakosti, ki je podal mnenje, da je 5. odstavek 100. člena ZPIZ-2 diskriminatoren, saj je razlog za opisano pravno neenakost neenako obravnavanje osebna okoliščina in sicer tip invalidnosti. Kot je že bilo omenjeno, to priporočilo je bilo obravnavano na odboru Državnega zbora pretekli teden in sprejet je bil sklep, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v roku 3 mesecev pripravi analizo s predlogom konkretnim za celovito sistemsko spremembo dodatkov.
namenjenih otrokom, ki za upravljanje osnovnih življenjskih potreb potrebujejo pomoč tretje osebe, in to zgolj z ozirom na potrebo po pomoči in postrežbi, ki bi bila nediskriminatorna. Ministrstvo seveda z vso resnostjo obravnava priporočila varuha in tudi pristopa že k izvedbi tega sklepa. Bi se pa menimo seveda, da je vse posameznike, ki potrebujejo za upravljanje osnovnih življenjskih potreb, pomoč tretje osebe treba obravnavati enako. Bi pa se v nadaljevanju odzvala z vidika umestitve tega predloga. Ugotavljam, vlada mnenja še ni sprejela seveda, na ministrstvu pa ugotavljamo, da je predlog, ki se nanaša na spremembo 100. in 101. člena nesprejemljiv, saj se v bistvu s parcialnimi spremembami pokojninskega sistema tukaj povzročajo nove nepravičnosti, problemov pa se ne rešuje v celoti. Bom pojasnila v nadaljevanju, kaj s tem mislim. Opozarjamo, da ta skupina upravičencev, predlaganih upravičencev, predhodno ni bila vključena v pokojninsko zavarovanje, kar pomeni, da njihove pravice ne izhajajo iz plačanih prispevkov. Pravna ureditev, ki bo vsem mladoletnim otrokom s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč in postrežbo druge oziroma tretje osebe za upravljanje osnovnih življenjskih potreb, je zato potrebno iskati v drugih zakonih. V slovenskem pokojninskem sistemu gre za sistem zavarovanja. Pravice se priznavajo na podlagi predhodnega dela, vključenosti v zavarovanje in o pogoju plačila prispevkov. V primeru 5. odstavka 100. člena SPIZ-2 pa že sedaj ne gre za zavarovance tega sistema, temveč za osebe, ki so zdravstveno zavarovane po zavarovancu zavoda. In že tukaj gre za unikum v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja. In na podlagi tega bi bilo neprimerno razmišljati v smeri, da se ta člen, za katerega se je že ob obravnavi takrat v Državnem zboru, ko je bil sprejet amandma, opozorilo, da gre za zadevo, ki ne sodi v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da bi se ta nabor upravičencev še razširil. Tekom preteklih let je že bilo ugotovljeno, da je mogoče dodatek za pomoč in postrežbo dobiti na podlagi različnih pravnih podlag. Prišlo je tudi do razlikovanja višin in ves čas se je stremelo k pristopu, da bo to urejeno v enem zakonu in da se enako obravnava vse upravičence. Vmes je bil sprejet zakon o dolgotrajni oskrbi, vendar žal ta člen, 100. člen SPIZ-a, tja ni bil premeščen in zaradi tega se je ta neustrezna ureditev posledično ohranila. Po trenutno veljavni zakonodaji so slepi zavarovanci upravičeni do višjega mesečnega denarnega prejemka DPP-ja, se pravi, tudi prej ste omenjali dve višini, oni so vsi upravičeni do 314 evrov, 314,7 evra. In pri njih se ne ugotavlja, ali so sposobni upravljati vse ali na drugi strani večino osnovnih življenjskih potreb. Pomembno je le dejstvo, da se ugotovi, da potrebuje stalno pomoč in postrežbo kot slepa oseba. Zdaj, v skladu s tem predlogom, da bi se črtal pogoj obstoja slepote iz 100. člena, obenem pa se ne bi določilo ponovnih pogojev za ugotavljanje upravljanja osnovnih življenjskih potreb, bi to pomenilo popoln odmik od osnovnega načela DPP-ja, ki je bil zasledovan v SPIZ-u. To bi pomenilo razširitev te pravice ne samo na druge otroke, ki niso samo slepi, ampak tudi na vse ostale zavarovance in uživalce pravice, ki niso nikoli bili upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo iz obveznega zavarovanja. Zdaj, jasno bi bilo treba določiti tudi pogoje, katere bi bile te osebe, ki bi bile upravičene do DPP, in če bi vzeli sistem, ki sedaj velja za vse ostale, bi se jih vključevalo v dve kategoriji, tiste, ki potrebuje pomoč pri vsemu ali samo pri nečemu, tako da tudi nekateri slepi te upravičenci sedanji bi lahko bili na slabšem, ker bi prišli do tega nižjega zneska dodatka za pomoč in postrežbo. Morda, če se še dotaknem finančnih posledic, zdaj finančne posledice bi seveda nastale, pa bom rekla, v tem kontekstu so še najmanjši problem, no, ker prvo diskriminatornost je treba jo rešiti v pravi zakonodaji, vendar pa ja, tam, kjer niso plačani prispevki, se pravice financirajo iz proračuna, tukaj imamo potem lahko
mislim, težko je zdaj oceniti, koliko je lahko upravičencev na podlagi te predlaganih sprememb, ampak bodo finančne posledice. Toliko zaenkrat z naše strani. Skratka, če povzamem umestitev, na ministrstvu si prizadevamo najti, bomo v kratkem začeli z pripravo analize in sistemskih sprememb. Predvsem želimo, da bo to v pravem zakonu. Vem, da se morda sliši tako, ampak večkrat govorimo o analizah, ampak tukaj gre res za situacijo, ko gre za neko pravico, ki niti malo ni povezana z samim sistemom pokojninskega in invalidskega zavarovanja. In zdaj, če jo še širimo, res naredimo težavo v samem sistemu. Prav bi pa bilo, da se zadeva reši in da se umesti tja, kamor sodi. Toliko. Hvala, gospod Richard Bajuk. Ko vlada omeni, da bo nekaj sistemsko rešila, se nekateri primemo za srce, drugi za kaj drugega. Zato je bil ta nasmeh ob tej zadevi, ampak v redu je, kar predam besedo generalnemu direktorju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, gospod Marjan Papež, izvoli. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik, lep pozdrav vsem prisotnim. Mogoče samo nadaljeval. Potrebno je urediti, ampak če ni pa urejeno, ne pa dati v pokojninski sistem tudi tisto, kar ne sodi. Gospod Kastelic, ki je predlagatelj, ve, da zavod, tudi ko smo prišli do te 409 zdaj evrov invalidske pokojnine, da smo konstruktivno sodelovali, iskali rešitve in jo našli. Ampak je bila osnova v sistemu. Invalidnina za telesno okvaro, nisem pričakoval, da bo nazaj prišla, ampak bila je nekoč v sistemu in v 9 letih se ni nič zgodilo, je not prišla in tudi zavod je takrat dal predlagal, da naj se sprejema amandma, se spomnite, da smo potem tudi nov seznam telesnih okvar, da smo vključili. V ZPS-2M je bil zdaj sprejet usklajevanje invalidnin za telesno okvaro. Osebno sem klical na ministrstvo in sem rekel, zdaj je čas, svet zavoda že vrsto let opozarja, tudi vodstvo zavoda, če je pa zdaj pravica noter, je potrebno, da se usklajuje. Tudi takrat sem na odboru to omenil. In sem vesel, da je prišlo do te rešitve. Dolgotrajna oskrba, ko je bila, ko se je proučil, se je videl, da se pravi upravičenci iz 100. člena ne bojo upravičeni dolgotrajne oskrbe. Smo se spet skupaj usedeli in najdeli rešitev, da ostane v sistemu, to je nekje 7% tistih, ki prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo, ki bo šel iz sistema ven v sredini 2024. Zaprav, takrat smo pa že opozorili, da ta 5. odstavek 100. člena pa ni sistemski in ne sodi noter. Do zdaj, ko je bil ta predlog dan, sem mislil, da od kere strani je takrat prišla 99. leta pobuda. Amandma je bil na odboru 3. decembra, ko je bil mednarodni dan invalidov in je predsedujoča pozvala poslance, da naj na mednarodni dan invalidov sprejmejo dejansko ta amandma, ker gre dejansko za slepe, ki so tudi v krogu skupina prizadetih. Se pravi, pardon, da ne bom kakšen napačen izraz uporabil. Tako da. In jaz pravim, ja, diskriminatorno je, vsekakor je diskriminatorno, ampak diskriminatorno je, da je že zdaj v tem sistemu in da ni v drugem zakonu za vse enako urejeno. Mogoče samo številka. Teh upravičencev po 5. odstavku 100. člena slepih otrok je 183. Zdaj pa zaradi diskriminatornosti izenačitve bi mi v sistem, kjer je unikum, kar je lepo predstavnica ministrstva povedala in so je že takrat nasprotovali in ves čas smo rekli, to ne sodi, bil 183 bi vključili v sistem 8500 dodatno. Prav, če iz tega nekaj ne izhaja, ja, potrebno je urediti,
ampak v drugem sistemu. Tudi ko je prišlo do tega, ker je, mislim, da Vrhovno sodišče, da so potem slepi, se pravi, slepi otroci dejansko bili upravičeni, starši in oni, do dvojnega dodatka, ne, smo takrat tudi iz zavoda sem opozoril, sem rekel, gledajte, če je premalo to, zakaj bi mogli iz dveh naslovov, iz dveh zakonov, ne se v enem zakonu uredi, ker takrat je bilo tudi izpostavljeno, niso nasprotovali iz drugih invalidskih organizacij, ampak so rekli, tudi drugi imajo to potrebo. Ja, ampak ne se na enem krogu uredi. Tako da res ne sodi, se pravi, 183 jih sedaj uživa, mi bi jih pa dali zdaj 8500, pa še zakon je tako napisan, da bi ne glede koliko si star ali si otrok ali nisi, pa si zavarovan po drugem zavarovancu oziroma upokojencu, bi pridobil. Veste, kakšna bi bila celo anomalija, kar je napisano. Nekdo, ki je za ožji obseg pravic zavarovan, več kot polovico dobe, je, ko je upokojen, nima pravice dodatka za pomoč in postrežbo, razen 6 let. Na koncu bi pa on ne bi dobil, tisti, ki je po njem zavarovan, bi pa dobil. Ne. Tudi ko ste delali primerjavo za Avstrijo, Poljsko in Slovaško, nikjer nisem videl, da je umeščeno v pokojninski sistem. Spravi, je urejeno, ampak izven sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kamor dejansko res ne sodi. Ne? In tudi, da ni za proračun finančno obremenitev. Vsekakor je. Imamo za tiste, ki niso plačani prispevki, ne gre direktno dejansko iz proračuna in to bi bilo zdaj že za otroke bi bilo že tam nekje 20 milijonov letno, kaj šele za ostale. Imamo zakon o dolgotrajni oskrbi, kjer je tudi en manever, kjer bi se določene stvari rešilo. Zato dejansko predlagam, da pa še izvozljiva je ta pravica dodatka za pomoč in postrežbo. Se pravi, zdaj bi nekdo, ki je zavarovan, pa sploh ne živi v Sloveniji, bi dobival v tujino. Mi nekako ne nasprotujemo, ne, da se te stvari ne uredijo, ampak se morajo urediti, ampak ne v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ker težnja je, da je čim več plačano, se pravi, da je pravica priznana na podlagi plačila prispevkov. Resno smo v zadnjem obdobju bili soočeni s toliko spremembami in dodatnimi socialnimi korektivi v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ampak veste, kaj? Vsak je imel eno podlago v plačilu prispevkov. Tudi če smo mu več dali, pa je bil socialni korektiv večji, ampak je imel plačilo prispevkov. Tukaj pa ni tega plačila prispevkov. Tako da res predlagam posebej, kar se dogaja zdaj s pokojninskim sistemom, ko hočemo tudi en stabilnost sistema, da bomo šli postopno v reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, bi zdaj ne bi rad, tako kot sem v začetku rekel, kar ni druge urejeno, pa dajmo v pokojninski sistem. Ne bomo zdržali, ker potem dejansko ni meje, kje je tista, ne, če rečemo, kje je meja ali je zadosti dejansko je višina pokojnine in plačanih prispevkov. Se pravi, da jaz res predlagam, da res ne sodi, se pa strinjam, da je treba v državi to pa urediti, pa ne vem kdaj, ampak čim prej, da se odpravi ta diskriminatornost, pravi, in bi se 5. odstavek 100. člena bi se mogel črtati in potem skupaj urediti. Še enkrat bom poudaril, 183 jih uživa, zdaj bi jih pa dali 8500 dodatno, pa ne vem koliko še 1000 not, brez podlage plačanih prispevkov. Hvala lepa. Hvala, gospod Papež. Zdaj pa dajem besedo gospod Mateji Toman iz Sveta za invalide Republike Slovenije. Izvolite. Mikrofon. Hvala za besedo. Predlog zakona se nanaša na dodatek za pomoč in postrežbo, in če mu da življenjsko osvetlim, čemu je dodatek za pomoč in postrežbo pravzaprav namenjen.
z vidika posameznika, ki se sooča z invalidnostjo, ali z vidika družine, v kateri je družinski član, ki je invalid, se soočamo z nekim trajnim stanjem, neko trajno zdravstveno situacijo, ki ni prehodne narave, tako kot recimo, če si poškodujemo nogo, če zbolimo, ko potrebujemo pomoč nek krajši čas. Invalidnost je povezana s tem, da je ta pomoč potrebna celo življenje. To pomeni, da zagotavljanje te pomoči posledično prinese tudi neke dodatne stroške. Torej ne gre za to, da nam bo nekdo nekaj dni priskočil na pomoč ali pa 2-3 tedne, ampak ker gre za dolgotrajno rešitev zagotavljanje te pomoči in postrežbe, to pomeni, da je treba angažirati osebo, ki seveda tega ne bo počela samo občasno in zastonj, kadar se to ne ureja na kakšen drug sistemski način. To osvetljujem zato, da se vsi zavedamo, zakaj te dodatni stroški nastajajo in da so te dodatni stroški potem tudi trajne narave. Kot samo gradivo v predlogu pove, so sicer otroci oziroma dodatni stroški, ki so povezani z nego otrok, ki imajo posebne potrebe ali so invalidi, je tem namenjen enemu od staršev, pravica do dodatka za nego otroka, ki pa seveda naslavlja tudi druge povišane stroške, ki so povezani z neko dolgotrajno boleznijo ali invalidnostjo otroka. Ne pokrije pa prav vseh stroškov in zagotavljanje te stalne dodatne fizične ali druge pomoči prinaša dodatne stroške. Trenutna ureditev dodatka za pomoč in postrežbo je seveda prvenstveno namenjena odraslim, torej zavarovancem oziroma upokojencem. Ta 5. odstavek, izjemen odstavek, tako kot smo slišali, pa vključuje tudi slepe, ki so zdravstveni zavarovani po drugem zavarovancu oziroma upokojencu. Ker je bila ugotovljena diskriminatorna situacija v tem primeru, saj se trenutni 5. odstavek nanaša izključno na slepe osebe, je na to diskriminatornost upozoril tudi zagovornik načela enakosti, ki je opravil oceno diskriminatornosti 5. odstavka 100. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ter pozval k temu, da naj se ostali otroci, ki se prav tako soočajo s invalidnostjo oziroma imajo posebne potrebe, izenačijo s slepimi otroci. Predlagana rešitev, ki je na mizi danes, naslavlja točno to vprašanje in sicer predlagani člen krog upravičencev do dodatka za pomoč in postrežbo širi na vse osebe, ki so zdravstveno zavarovane po drugem zavarovancu zavoda ali upokojencu in s tem odpravlja ugotovljeno diskriminacijo pri izplačilu dodatka za pomoč in postrežbo pri osebah, ki so zdravstveno zavarovane po drugem zavarovancu zavoda ali upokojencu in bi, glede na vrsto invalidnosti, prav tako potrebovale za osnovne življenjske potrebe nujno stalno pomoč in postrežbo druge osebe. Torej, predlog je v prvi vrsti namenjen odpravi te diskriminacije. Hkrati je usmerjen na način, da se že pridobljene pravice slepih otrok, njihovih družin ne bi zmanjšale. Verjamem, da morda predlagana rešitev ni povsem skladna z načeli pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma sistemom in da že obstoječi 5. odstavek malce štrli iz sistema. Je pa res, da, kot smo slišali, bi to vprašanje potrebovalo neko ustreznejšo sistemsko rešitev, ampak danes imamo na mizi ta predlog. Zdaj, slovenski invalidi imamo včasih nekaj slabe izkušnje s to obljubo, da bo neka pravica sistemsko urejena drugače, ko je bil že omenjeni primer invalidnine in s tem povezane pač ureditve telesne okvare in na to ureditev invalidnine v takrat napovedanem ustreznejšem zakonu praktično ni prišlo, ne, že vrsto let, skoraj že desetletje. Zato apeliram, da danes vendarle pogovorimo o tej predlagani rešitvi, vendarle naslavlja ugotovljeno diskriminatorno situacijo in v izogib temu, da bi
reševanje te situacije prepustili v neko negotovo prihodnost, da le pozivam, da se ta predlog pretehta, morda pa je to rešitev do takrat, da bo vzpostavljena ustreznejša sistemska ureditev, morda bi bila pa potem takšna rešitev, kot je predlagana danes, pa vzpodbuda k temu, da se potem ta ustreznejša sistemska ureditev vendarle čim prej najde. V vmesnem času bi pa morda lahko diskriminacijo odpravili pa s tem predlaganim zakonskim predlogom. Hvala. Hvala. Zdaj pa besedo predajam gospodu Borutu Severju z Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Lepo pozdravljam se vse ostale, gospa direktorica, gospod rektor, gospa predsednica Sveta za invalide. Jaz bi se najprej zahvalil prisotnim svetnikom, državnemu svetu, posebej seveda gospodu Kastelicu, da ste v zadnjem času ravno vi tisti, ki ste pogosto prepoznali, kje so tiste ključne potrebe, ki bi jih morala naša država že po definiciji po ustavi izpolnjevati. In ravno zato smo tudi danes tukaj. Moram reči, da ena od glavnih težav, ki jih zaznavajo slovenski invalidi, ki jih v nacionalnem svetu najpogosteje slišimo, obravnavamo, je ravno ta izostanek, da bi bile določene zadeve, nujne, življenjsko pomembne zadeve, v tem primeru govorimo o dodatku za pomoč in postrežbo, da bi šle vsem invalidom. V Sloveniji kar ena velika skupina še vedno najtežjih invalidov, ki živijo pod vsako razumno mejo, bi rekel, nekih prihodkov, ki nimajo omogočenih da bi se lajšale te dodatne potrebe. Se pravi, v Sloveniji imamo cel kup stvari, ki so šle v smer sodobnega invalidskega varstva. Ne bi zdaj našteval od osebne asistence vsega ostalega. Se pravi, če se držim tega, ključna težava, ki jo zaznavajo slovenski invalidi, je v tem trenutku morda ta, da izostaja velika skupina ljudi, ki nimajo tega dodatka. Na to opozarjamo že kar nekaj časa. Želimo si sistemske rešitve, želimo si nekega krovnega zakona, ki bi uredil invalidsko varstvo kot tako, v smislu, da bi uredil vse stvari, ne samo dodatek za pomoč in postrežbo, ampak tudi nadomestilo za telesne okvare in vse ostalo, kar gre. Se pravi, da bi te stvari bile urejene na nek drugačen, pregleden, morda tudi pregleden način, ampak danes smo, kjer smo. Če bomo čakali nek sistemski zakon, bomo verjetno čakali ga še nekaj časa. Mi seveda podpiramo rešitve, v katerih govorijo na ministrstvu, da se nekaj pripravlja v tej smeri, da bi se zadeve poenotile, ampak če gori, je treba ta ogenj gasiti danes. Že včeraj bi ga morali, ker ta ogenj gori že nekaj časa. In ravno zato se mi zdi nujno potrebno, da se to reši na predlagan način, da se tistim najbolj, bi rekel, ranljivim omogoči ta nujno potreben dodatek za pomoč in postrežbo. Hkrati smo že danes večkrat slišali to, pa ne bom ponavljal, ker je kolegica lepo pojasnila, kaj je namen tega. Kolega Kastelic je pojasnil, da je to dobesedno ustavna pravica, človekova pravica. Sodna praksa, sodišča so temu pritrdila. Tako da jaz mislim, da danes moramo vsi to, bi rekel, pogoltniti, ne glede na to, da bi si želeli mogoče drugačne zakonske ureditve, marsikaj bi si želeli drugače. Ampak če pa želimo pomagati tistim, za kateri smo vsi na koncu tudi tukaj, vsak na svoj način, moramo pa iskati rešitve, ki grejo takoj v neko realizacijo. In tak je danes na mizi ravno ta. Reši neke zadeve, ki so za vsakega posameznika, bi rekel, morda izjemno pomembne in mislim, da je to tisto ključno. Jaz se seveda zahvaljujem gospodu Papežu, vedno do sedaj seveda smo iskali rešitve, na koncu jih tudi najdli. Jaz mislim, da tudi tukaj je treba poiskati in tudi na koncu najti neko zadevo, ki bo šla čez. Jaz mislim, da ta zadeva je smiselna, da je smiselna za podpreti, ta zadeva je drugače nujna in v nacionalnem svetu seveda in tudi vse članjene invalidske organizacije, slovenski invalidi seveda to podpiramo in vas tukaj danes naprošamo seveda, da to podprete in da se ta rešitev čim prej spravi tudi v življenje. Hvala lepa. Hvala, gospod Sever. Odpiram razprav državne svetnice in svetnikov. Kolega Danijel Kastelic, izvolite. Ja, tudi kot predlagatelj, hvala za besedo. Jaz razumem gospoda Papeža in tudi ministrstvo do neke mere. Pardon.
Bistveno vprašanje pa se mi zdi, in ne razumem logike, zakaj za ene velja, za druge pa ne. In tle me boste težko kaj drugače prepričevali, kot da je diskriminacija nastala, ampak ne po krivdi nas tukaj, ampak enkrat v preteklosti, ko mogoče so se stvari še drugače urejale. Jaz se tudi strinjam, da je treba omejiti to področje, kar je gospod Papež izpostavil. Naprimer, da zaoži obseg pa ti, da ne bodo praktično zavarovanci niso upravičeni, nekdo drug pa bo. Jaz bom tudi predlagal, in strokovna služba dr. Ahmetovičeva je tukaj, da se da tudi predlog, da pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo tudi otroci, ki so zdravstveno zavarovane po drugem zavarovancu zavoda ali upokojencu in jim je za pomoč postrežbo nujna stalna pomoč ali postrežba drugega. Lejte, mi smo pripravljeni, da se stvari določeno omejijo, po drugi strani je pa še nekaj. V vsakem primeru naj bi za te proračun financiral, kar tudi že za določene stvari, naprimer tudi za manko v spizovski blagajni se pokrije iz proračuna. In bi v tem primeru lahko tudi, da moje razmišljanje je bil spis izplačevalec in praktično se refundira iz sredstev državnega proračuna. In še nekaj je. Tale nesrečni dodatek za pomoč in postrežbo in pa tudi nadomestilo za telesno okvaro ga je ZUJF zamrznil ob njenem sprejetju. Enkrat leta 2019 je nekje se našla ena rešitev in so nekaj za par evrov dvignili. Od 2019 si lahko na prst zračunate povečanje življenjskih stroškov, ampak dodatek za pomoč in postrežbo in nadomestilo za telesno okvaro še vedno stojita na nekem mestu, čeprav ni to ta tema ravno tega predloga. Mislili smo spraviti skozi ZIPRS in so gospe iz finančnega ministrstva javno tukaj na odboru povedali, da se tega ne da, ker je bilo vmes sprejeta zakonodaja in je šlo na neko druge področje. Skratka, invalidi smo res tisti, ki kar dosti potrpimo. Smo pač tudi navajeni zaradi usode življenja. Ampak večno pa le ne moremo nositi bremena. Zato bom jaz seveda vztrajal, da gre ta novela zakona tudi na plenarno zasedanje Državnega sveta. Če je kakšna razumna rešitev s strani tudi ministrstva in pa seveda gospoda Papeža, generalnega direktorja SPIZ-a, v tem primeru smo pripravljeni, da se v obliki amandmaja tudi dodatno uskladi do sredine seje, plenarne seje Državnega sveta. Hvala. Hvala, želi še kdo razpravljati? Ja, kolega Ladi. Jaz sem šel na spletno stran SPIZ-a gledati, nekdo pravičen dodatka. Hvala, predsednik. Šel sem gledati na spletno stran SPIZ-a, kdo je pravičen dodatka za pomoč in postrežbo. Torej, upokojenec s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji potrebuje pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih potrebščin. Slepi, slabovidni in ste zaposleni oziroma opravljate dejavnost, slepi in ste zdravstveno zavarovani po drugem zavarovancu zavodu upokojencu, ter nepokretni ste zaposleni ali opravljate dejavnost primerno svojim delovnim zmožnostim. To je na spletni strani. In piše naprej tudi odgovore na vsa vprašanja. Zdaj se pa sem vprašam. Zakon SPIZ je veljaven, 100. člen je veljaven, 5. odstavek je velja. Torej, zakonodajalec točno določa neke obveze. Zdaj, nažalost,
ta 5. odstavek se ni prestavil v zakon o dolgotrajni oskrbi, nikamor, tudi na zadnje ne vemo, kako se bo financirala dolgotrajna oskrba in tele ljudi, ki trenutno nimajo nekih nadomestil, je treba rešiti. Vse to je čisto logično vprašanje. Zdaj, kako rešiti, je pa zdaj tako. Čeprav zagovornike načela enakih možnosti, da je diskriminatorno, pač je diskriminatorno. In v tem smo vsi enotni, da ni dobenih dilem. Kako pa zdaj zagotoviti tem ljudem, ki pač ne prejemajo tega denarja, neko pomoč, se moramo pa zmeniti. In zdaj se ne loviti, ali bo to z naslova plačevanja prispevkov ali ne plačevanja prispevkov. Dejstvo je, da zakon točno določa 100. člen, kar je naloga ZPIZ-a. Nažalost. In te stvari moramo danes doreči, oziroma jaz bi predlagal, da se zadeve, da imamo v sredo, ne, do srede nekako rešijo, da se gre z nekim amandmajem normalnim noter, ki bo točno definiral, kaj narediti in bomo to podprli. V nasprotnem primeru jaz podpiram direktno to, kar je napisano. Ker ne nazadnje v vseh teh obdobjih, vseh teh letih, so teh, smo rekli, prej ste rekli, 183 ljudi, ne, oškodovanih. In ne more biti doben oškodovan v tej državi, če točno vemo na tej komisiji, da je nekdo oškodovan. Tega si ne moremo dovoliti. In zato predlagam, da še enkrat, da se te stvari uredijo in ne nazadnje sistemsko ureditev, pa kot je bil prej kolega Seva rekel, je pa taka, da bo trajalo še kakih 5 let, če bomo mi kaj sistemsko uredili. Hvala. Hvala, kolega Rožič. Kolega Antavar, izvoli, doktor Ganc. Hvala lepa. Jaz moram reči, da ko tole poslušam, najprej bom rekel, a jih je 183 ali eden, je meni popolnoma vseeno. Državljani in državljanke Republike Slovenije morajo biti enako obravnavani glede na stanje, kakršnega imajo. Ko sem pa bral predlog, se je meni tudi porodilo to vprašanje. Pokojninska blagajna je pač ustanovljena z določenim namenom, ki je vezana na neke prispevke. Imamo druge vere, kjer bi lahko to uredili, in imamo kozlarijo, ki se je pač enkrat politično všečno zgodila, celo na dan invalidov, se je rekel, kdo je to rekel. Jaz bom tako rekel, to zadevo je treba urediti in to ne pika, ampak klicaj. Vendar imam kljub vsemu tukaj pomislek. Jaz vem, da sem dostikrat bil, tudi jaz sem se vedno bunil, ko je nekdo rekel, treba je narediti analize in podobno. Ne? Pa vendar je vprašanje, če bomo dovolili, da bomo tlačili vse pravice, tisto, kar na tistih 5 minut nekaj paše, bomo bom zdaj zelo grdo in pretirano rekel, pravne anarhije, ki smo jo ustvarili v zadnjih letih ali pa desetletjih, naredili še večjo anarhijo. In skrbi me tisto opozorilo, ki sem ga slišal, da lahko z upravičenjem nekomu naredimo še škodo. Pa da ne bom samo polemičen. Jaz verjamem, glede na benevolentnost razprave, tako predstavnice vlade, kakor tudi predstavnika ZPIZ-a, da bi se dalo to zadevo rešiti relativno hitro, ne da bi rušili sistem. Bojim pa se, da je tale zelo optimistična do srede, bojim se, zdaj prosim predlagatelja naj pove, ali pa bom rekel tiste, ki zastopate prizadete, naj povejo, glede na težavo, ki se imenuje aprilske volitve, kaj lahko konstruktivnega storimo v relativno kratkem času. Jaz še enkrat, jaz imam hudo dilemo in hud pomislek, ker imam pač problem, da sem pravnik, da bi to urejali tako, kot je zdaj predlagano. Vem pa seveda, da v tej družbi smo reševali vse na hojla dri pa na hojla dra in potem smo naredili včasih več škode kot koristi v najboljših namenih. Zaključujem sem s tem,
Predlagam, če se le da, dajte se zelo ekspeditivno, prosim, usesti, to se pravi predlagatelj, organizacije, ministrstvo, spis in strokovni delavci državnega sveta in ugotovite, kaj lahko naredimo v najkrajšem možnem času. Zdi se mi pa, da je problematika tako resna, da jaz celo nimam nič proti, če se skliče izredna seja državnega sveta. Če lovimo zdaj že ta nesrečni 9. Tako da, ne vem, no, včasih me res me je strah in vrag je, da me je strah potem v zadeva, ki vem, da bi mogli biti že zdavnaj rešeni. Hvala lepa. Hvala. Doktor Gams, izvolite. Hvala za besedo. Najprej bi izrazil spoštovanje tudi drugače mislečim, ker vemo, da so vaši argumenti na mestu, pa tudi to, kar je kolega Antauer omenil, je, da je tle proceduralno, kam kaj paše, to je vsekakor treba razmisliti najdobra rešitev. Ampak vsebinsko pa strateško se pa ne morem strinjati s temi argumenti. Namreč nekako zdaj bo tako, ne bom rekel, da je bilo eksplicitno rečeno, ampak implicitno je bilo rečeno, sej že dovolj denarja damo za te socialne podpore tem kategorijam. Še enkrat, nihče ni tega rekel, ampak tako mi je izpadlo. Tako mi je izpadlo, ne. Ni to letelo na... Lahko dokonča, doktor Gans, prosim, boste ni to letelo za repliko. Na kolega Antauerja, ampak morda ne nekoga drugega. Po posebnem spoštovanju, ne. Namreč, jaz mislim, da so te kategorije, kot so invalidi, otroci, starejši, to so kategorije ljudi, za katere moramo posebej skrbeti. In če gledamo, koliko damo mi socialne podpore tem ljudem, pa primerjamo recimo s kakšno Skandinavijo, recimo Švedsko, ki mi je malce vsaj poznana, vidimo, da nismo na njihovem nivoju, še daleč ne. Mogoče tudi standard ni tako visok, da si tega ne moramo privoščiti, ampak kar jaz se pogovarjam s temi ljudmi na evropskih projektih, dobijo marsikaj tega zastonj, kar pa nas ni šans, da dobiš. Tako da moje mnenje je to, da če bomo zdaj spet ne vem koliko to preračunavali pa iskali rešitve, zdaj če bi bilo dano zagotovilo, da se bo to zelo hitro izvršilo, potem ne rečem. Drugače bom pa sigurno glasoval za predlog kolega Danija, tudi to, kar je kolega Rožič omenil, je na mestu in bom to seveda absolutno podprl. Še več, bi dal še en predlog, za katerega prosim predsednika, da ga po lastni presoji uvrsti na pravo mesto, kamor meni, da je prav. Namreč iz sedanjih upravičenih sankcij bi predlagal, da se vzamejo vse sankcije proti invalidom in pa proti otrokom, sankcijam proti Rusiji, zato ker mislim, da niso invalidi in otroci nič krivi za sedanje vojne v Rusiji in to, da jih mi kaznujemo, da ne smejo iti na paraolimpijado, pa take se meni zdi nehumano. Če so že drugi nehumani, ni nobenega razloga, da bi bili tudi mi. Hvala lepa. Hvala, doktor Gams, ampak tole, prosim, če elaborirate, ker ne vem, kam naj to. Lahko po točko razno? Nekaj dajte zdaj, ker ste razpravljali, ker točke razno nimamo, ker sicer ne vem, kako naj to. Enkrat povem, besedilo. Zaprav, predlog je, da mi kot komisija sprejmemo naslednji sklep. Da izven teh upravičenih sankcij proti Rusiji izvzamemo sankcije proti invalidom in otrokom, ker je to nehumano, ker so te sankcije nehumane. Hvala lepa. Hvala. Tomaž Horvat, ne razprava, če ni razprave, potem pa razprava ali zaključno. Pa najprej gremo na najprej spis, vlada pa predlagatelj. Izvolite, gospod Paper. Hvala. Samo da številke povem, ker ne vem, ali sem bil prav razumen. 5. odstavek 100. člena trenutno prejema 183 upravičencev. 183 upravičencev. Če zaokrožimo številko, bi sedaj dali še 8500 plus ne vemo koliko tisočim, ker ne gremo samo na otroke. Jaz bi celo pričakoval, zakaj se je šlo spreminjati 5. odstavek 100. člena, ampak bi v zakonu, ki ureja že tisto primarno pravico teh 8500 otrok,
da bi se tam dejansko dvignil tisti dodatek in zakaj bi bila 2 dodatka, ampak 1 dodatek. To, kar pa že v zadnjem času poudarjam, mislim, da je name tisto letelo, preveč socialnih korektivov je že v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja in jaz izjavljam že vrsto časa, da moramo ločiti socialno varstveno politiko od sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja in druge še urediti. Nikoli pa nisem rekel, da je preveč sociale v državi, ampak v sistemu, kjer sistem temelji na dolžini obdobja plačevanja prispevkov in to višini. In to sem v zadnjih 4-5 spremembah pokojninske zakonodaje mirno povedal, pisal in to. Ampak ker je enkrat je bilo uspešno, da ni bilo rušenje sistema s tistim. Tako da tukaj je to sistem, moramo paziti, ker če ga bomo razlili nekam vse, na koncu ne bomo vedeli, da je sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da se plačujejo prispevki. Toliko, hvala. Gospod Richard Bajuk, izvolite. Mikrofon, hvala. S tem zadnjim stavkom, mislim, to lahko samo ponovim. Sicer pa, ko sem govorila o sistemski spremembi, tukaj ne govorimo zdaj nujno o pripravi novega zakona ali kakorkoli, ampak samo o boljši umestitvi tega predloga v neko drugo zakonodajo. Bodisi, mislim, tukaj imamo vsaj 2 varianti, vidim, ampak vsekakor pa v zakonodajo, ki ne daje pravic, ki so vezane na plačilo prispevkov iz pokojninskega zavarovanja. Hvala. Hvala. Besedo predlagatelj Danijel Kastelic. Hvala lepa za besedo. Pod prvo, mislim, da nisem narobe razumel, ali pa sem kolega Antavarja. Predlog, ki ni napisan hojla dri, hojla dra, ampak je lepo, se opravičujem, potem sem narobe razumel, je napisan v podporo 8500 invalidnih otrok. Glejte, če ne bomo storili prvega koraka k rešitvi, v smeri rešitve, potem jih bomo lepo pustili, da še nadaljnjih, ne vem koliko let, gospod Papež je lepo povedal, kdaj je prišel čisti eno politično floskulo za drugo vrsto invalidnost v zakon, ti ljudi, ti otroke in pa seveda družine pustili stati na mestu in v diskriminatornem položaju do drugih. Če bo pripravljenost, in jaz verjamem, da smo vedno tudi na odboru za delo, družino Državnega zbora našli solucijo, sta tako generalni direktor kot direktorica direktorata seznanjena z to našo novelo. Koalicijski partnerji vedno lahko vložijo amandma in seveda k rešitvi tega. Seveda, še enkrat poudarjam, če bo pripravljenost. Jaz, kolegice in kolegi, vas prosim za podporo, da gremo tudi na plenarni del Državnega sveta in potem spravimo to novelo odpravo diskriminatornosti in popravo krivic iz preteklosti na komisijo odbora Državnega zbora in seveda jim pustimo njim, da stvar zaključijo ali pa te ljudi, te otroke rešijo te stigme, da so, ne bom rekel drugorazredni, ampak da so zapostavljeni. Hvala. Hvala, kolega Kastelic. Zdaj bomo pa prišli na odločanje. In sicer na glasovanje dajem predlog, da Komisija Državnega sveta podpira predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Želi kdo razpravljati o tako predlaganem sklepu? Gospod Anta, Igor, izvoli.
Še enkrat, ne me narobe razumeti, seveda kolega Kastelic me ni prav razumel. Hojla draje je letelo na nesistemsko reševanje oziroma urejanje zakonskih tekstov, ki nima zveze s tem, in jaz verjamem, da ste pač iz vašega vidika pač videli, kam to umestiti. Jaz imam tlele, zdaj bom obrazložil glas, ki pravzaprav ga niti ne morem, če ne bomo nekaj naredili. Nesporno glasujem z obema rokama za to, da se to problematiko uredi, kot sem razpravljal, čim prej oziroma takoj. Ker pač ne smemo dovoliti, da bi ranljive skupine zaradi nesistemskih ureditev ali pa neenake obravnave bile prikrajšane za določene pravice. Ampak po drugi strani, če glasujem zdaj za ta predlog, potem bom glasoval za nesistemsko umestitev v nek zakon. Zato gre. In tu imam sam pri sebi dilemo. Vagam pravzaprav med tem, predlagatelj niti ni dolžan pravzaprav. Bojim se nečesa drugega, da bo to prišlo na odbor in bo odbor rekel, se ni v pravem zakonu noter, ni godno za obravnavo in ne bo šlo. Zato je bil moj predlog iskanje neke solucije, ki bo z bistveno večjo verjetnostjo dosegla isti efekt. Samo ta pomislek bo. Hvala. Hvala. Torej, glasujemo o predlogu sklepa, da komisija predlog zakona podpira. Kdo je za tak sklep, prosim? Kdo proti? Hvala. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Na podlagi razprave bomo pripravili poročilo. In zdaj še druga zadeva, glede na to, da je bila seja Državnega sveta že sklicana in da je možnost razširitve dnevnega reda samo ob utemeljenem predlogu, se pravi na podlagi 35. člena poslovnika, predlagam, da komisija poda predlog, da se 49. seja Državnega sveta, ki je sklicana za 9. marec, razširi s točko predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakonodajna iniciativa. Kdo je za tak sklep komisije, prosim? Kdo proti? Hvala, ugotavljam, da smo tudi to odločili. Predlagam, da je poročevalec stališča komisije, obenem tudi predlagatelj zakona, podpredsednik komisije, kolega Danijel Kastelic. S tem zaključujem drugo točko dnevnega reda. Pred zaključkom, kar se tiče predloga dr. Gamsa, je sankcije zoper Rusko federacijo uvedla Evropska unija in si pravzaprav ne predstavljam, kako, glede na to, da so sankcije uvedene zoper ruske voditelje in oligarhe, bi lahko kdo izključil iz tega vidika kogarkoli drugega. Lahko damo samo nek apel, da pač naj bi sankcije ne prizadele teh invalidov in tega. Izvolite, dr. Gams. Ja, vsekakor poznamo verjetno vsi to situacijo, ne? Ampak kljub temu menim, da mi lahko povemo, damo nek apel, predlagam, da damo nek apel, seveda, če smo za, ne? In recimo primer je prepoved te paraolimpijade oziroma paratekmovanja, ne, za vse invalide, s katerih so ruski tekmovalci izključeni, ampak še enkrat vprašam, kaj so pa oni krivi za to? Kje so lahko otroci pa invalidi krivi za to vojno? Tako da predlagam, da se njih da se take stvari ne dajo v sankcije, če že naj bojo, so upravičene, ampak ne pa zoper te kategorije ljudi. Hvala lepa. Lidija Jerkič, izvoli. Saj dr. Gams ima prav, ampak vseeno, tole ni danes tema dnevnega reda seje. 2 točki imamo, tudi ne vem, če bomo prišli do sistema, da vsak, ki se v tisti popoldan spomni še eno točko zraven, da potem imamo verjetno lahko sejo do ne vem kam, pa niti kakšnih pretirano premišljenih odločitev ne moramo sprejemati. Še enkrat, ja, zagotovo, bi bila to ena od opcij, verjetno to spada v kakšno poglavje pripravljenih resolucij o čem, o katerih se opravi razprava. Tako da, ja, zagotovo samo, lahko zaključimo, prosim, sejo, ker je, mislim, da končana. Hvala, Lidija Jerkič, za poslovniško opozorilo. S tem zaključujem sejo, ki je bila zaključena v 15:10. Lep pozdrav do srede.